Lepo pozdravljeni. Moje ime je Mitja Armol, prihajam iz Inštituta Jožef Štefan. Na inštitutu imam 3 vloge. Prvič sem vodja centra za prenos znanj. Sem vodja projektov na novo ustanovljenem Mednarodnem raziskovalnem centru za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO. In danes bom nastopal v vlogi nosilca UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vede in odprto učenje. Kar bi vam želel danes povedati, je, kako bi si lahko svet ustvaril drugačno okolje za izobraževanje. To pomeni, kako bi lahko ustvarili okolje, ki bi bilo za učenca, predvsem za odrasle, učinkovito, kako bi bilo zabavno in kako ne bi bilo več in ne bi postalo več nuja. Pa kar začnemo z uvodom. Torej, to, kar imamo danes kot izobraževalni sistem, je človeštvo ustvarilo v 17. stoletju in je v bistvu sledi sistemu mehanističnega Taylorjevega sistema. Kar pomeni, vse, kar počnemo danes, je optimiziramo sistem in ne optimiziramo posameznika. To pomeni, da v bistvu probamo z čim manjšimi napori ustvarjati throughput skozi sistem, ki producira potem na enak način, kot vsi ostali sistemi, na enak način producira isti tip znanja. No, ta zadeva seveda pelje v različne negativne učinke. Predvsem je negativni učinek ta, da na koncu izobraževanje ni več veselje, ni več nekaj, kar bi človek z veseljem počel, ampak je predvsem postala nuja. In to vidite povsod v tradicionalnem izobraževanju v institucijah, kot tudi pri izobraževanju odraslih. Če bi se danes recimo pogledali izzive vseživljenjskega izobraževanja, vsekakor je prva zadeva so učni izzivi. Torej, osnovna motivacija pri vseživljenjskem izobraževanju je nuja, nuja proti želji. Sami veste, ker se s tem ukvarjate, da večina zadev, ki jih počnete, je več ali manj zaradi tega, ker se odrasli morajo zaradi takega ali drugačnega vzroka izobraževati, ne pa zato, ker bi si to želeli. Naslednji problem je relevantnost in veljavnost potrdil o znanju. Torej, ni nujno pomembno, kaj se izobražuje, pa je bolj pomembno to, kaj na koncu kot posameznik dobite kot potrdilo o znanju. Potem je težave pri razumevanju vsebine in pomanjkanje predznanja, torej večkrat se pojavi tudi drugje, seveda v celotni vertikali izobraževanja se večkrat pojavi problem v tem, da posamezniki, da ljudje, ki se učijo, nimajo ustreznega predznanja in je potem v bistvu celoten proces namenjen samo temu, da se gre skozi, da se dobi potrdilo o znanju, ne pa da v bistvu nekaj odnesemo od tega. In naslednja stvar je tesnovnost učencev glede uspešnosti. Torej, pomanjkanje samozavesti in vztrajnosti se predvsem kaže tudi v tej dobi te krize. Če bi recimo zdaj naredili analizo in smo naredili analizo učencev po svetu, opažamo, da je v bistvu tesnovnost zaradi pomanjkanja samozavestnosti in pa vztrajnost, prav kaj je tisti, ki učence vleče naprej pri izobraževanju, v bistvu zelo, zelo negativna. Naslednja stvar, in to je posod, torej planiranje časa. Kako v bistvu vseživljenjsko izobraževanje, kako izobraževalne cikle vplesti v cikle časa, družine, dela, prostega časa in tako naprej. In tlele je največkrat problem ravno v tem, da enostavno zaradi vse te presije, ki jo imamo v sedanjem življenju, nimamo časa za to, da bi se dejansko usedli, dejansko razmišljali, pa dejansko začeli izobraževati zaradi potrebe in ne zaradi nuje. So tehnični izzivi, ki so povezani z pomanjkanjem digitalnih kompetenc, to sami občutite doma, tisti, ki imate otroke, vidite, da ne glede na to, da naši otroci znajo uporabljati vse najnovejše tehnologije, to še ne pomeni, da imajo digitalne kompetence. Namreč vidi se dostikrat, da pri malo bolj zahtevnih zadevah na digitalnem okolju
ki so za nas, recimo, ki smo zrasli z računalništvom, z razvojem računalništva, osnovne, da v bistvu otroci tega ne razumejo še danes. Otežen dostop do primarnih učnih vsebin, ITKT infrastrukture pa orodij. Torej, danes imajo nekateri dostop do vsega, nekateri pa pač nimajo dostop do vsega in to je seveda problem zaradi tega, ker enostavno posamezniki nimajo okolja, nimajo možnosti, da bi se izobraževali nadaljavo in preko novih tehnologij. Nadalje so izzivi povezani z delom in službo, pomeni preobremenjenost na delu, imate organizacijske ovire, torej v vseh teh projektih, ki smo jih počeli do zdaj, in to jih je bilo kar nekaj, kjer smo sodelovali z različnimi organizacijami, od velikih mednarodnih podjetij do vlad, smo opazili isti vzorec. In isti vzorec je to, da enostavno ljudje nimajo časa za to, da bi se ukvarjali še z izobraževanjem, torej z izobraževanjem v smislu formalnega izobraževanja, formalnega časa, ki ga bi za to namenili. In na drugi strani so organizacijske ovire, kjer seveda ni nujno, a po večini primerov, klasične organizacije, klasična podjetja, bom rekel tradicionalnih branž, nimajo upletenega izobraževanja, pa smisla nenehnega izobraževanja v svoje organizacijske strukture, v pravila, kar pomeni seveda, da je zelo težko v bistvu karkoli narediti na področju samoizobraževanja. Izzivi povezani z učiteljem in predavateljem, to smo predvsem opazili v zadnjem času, torej mi se sicer ukvarjamo z tehnologijami, z razvojem tehnologij, konceptov, modelov odprtega izobraževanja že leta. Polno teh stvari je bilo skozi vrsto projektov pregledano, naštudirano, testirano in tako naprej, ampak šele danes, šele v tej krizi se je pojavilo ta pravo okolje. In zdaj to ta pravo okolje je na eni strani pomenilo, da infrastruktura ni bila pripravljena, na drugi strani, da vsebine niso bile pripravljene, ampak tisto, kar je še večji problem, je to v bistvu, da učitelji pa predavatelji niso na to pripravljeni. Ker je to popolnoma drugačen tip komunikacije, popolnoma drugačen tip učenja, kakor pa v učilnici, kjer gledate gledate učence v obraz, kjer v bistvu predavate v ekran, kjer na drugi strani ne vidite in nimate sočasnega odziva. In to pomeni v bistvu, da se potem popolnoma spremeni način komunikacije. Tudi to, recimo, kar jaz zdaj počnem, da sedim na ekranu in sem statičen, ni nekaj, kar bi bilo optimalno izkoriščanje medija in zmožnosti tega medija, ki ga imamo. Pomanjkanje motiviranja in usmerjanja, torej tudi analize so pokazale, da v večini primerov današnje izobraževanje nadaljava pa preko novih medijev, tako v institucionalnem izobraževanju kot izobraževanju odraslih, se konča tam, ko učitelj da naloge in gre. In potem učenci seveda dobijo naloge ali po mailu, ali po discussion grupih, ali v Moodlu, torej v katerem koli okolju za izobraževanje nadaljavo in se morajo znajti sami. In to seveda nima nobene veze z motivacijo in usmerjanjem učitelja do učenca. Občutek izolacije, samoučenje oziroma skupinske in socialne interakcije, to je naslednji problem, naslednji izziv. Namreč samoučenje je lahko zanimivo takrat, ko je zgornji del, torej pozitivna motivacija. Tam, če pozitivna motivacija ni, potem tudi motivacija za samoučenje ni. In to so recimo vsaj nekateri od izzivov vseživljenjskega izobraževanja, ki pa so tam zaradi tega, ker imamo stanje, ki je v bistvu sloni na, sem rekel, sistemu izobraževanja, ki je bil postavljen v preteklosti, na eni strani, na drugi strani v okolju krize, ki je v bistvu pokazala, da je človeštvo zelo, zelo odvisno od socialne interakcije. To so posledice, to je nekaj grafov, nekaj študij, kjer smo tudi bili vpleteni, recimo tele vidite, kakšna je intenzivnost izpada posameznih, torej izpada učencev pri
izobraževanju nadaljavo oziroma izobraževanju preko novih medijev, samo izobraževanju. Vidite, da tipično intenzivnost pada, kar pomeni, učenci začnejo in zelo motivacijsko, intenzivno, pa zelo hitro pade. Mi smo recimo delamo analize na našem portalu videolectures.net že leta, torej od začetka 2001, ko smo to zadevo postavili, in vidimo, kakšne so, koliko je recimo motivacijski time span posameznika za video vsebine. In ta motivacijski span, to vidite, ta spodnji graf dol spodaj, ne presega nekaj minut, kar pomeni, da vse, kar je več kot nekaj minut, enostavno ni dovolj dobro za to, da bi vzpostavljal ustrezen učinek izobraževanja, kar pomeni, output na končni fazi ni tak, kar bi si ga predavatelj, ki pripravi predavanje, želel. No, zdaj, tisto, kar imamo kot ta sistem, je to, da v bistvu, če pogledate posameznika, otroka in pogledate predšolsko izobraževanje, sistem na vsaki stopni pozabi na zgodovino. Torej, ko otroci pridejo iz predšolskega izobraževanja v osnovno šolo, mi tamle odrežemo in rečemo, začnemo znova in gremo v osnovno šolo. V osnovni šoli, ko otroci končajo osnovno šolo, se spet odreže, spet pozabimo zgodovino in seveda gremo v srednje šole. In tudi vidite, kako se v bistvu fokus oža, torej kako se iz splošnega znanja, iz kreativnosti vedno bolj krčimo proti temu, da probamo na koncu izobraziti ljudi, ki znajo opravljati določeno funkcijo, tistih osnovnih, pomembnih kompetenc pa v bistvu ne izobražujemo skozi tradicionalno izobraževanje. Ko končajo srednješolci srednjo šolo, naredijo maturo, se vpišejo na fakulteto, nekateri na višje šole, nekateri grejo delati, ampak vse, kar se potem zgodi od tam naprej, je samo še večja profilacija in v bistvu vse življenjske izobraževanje so posamezni tečaji, ki peljejo proti nekemu končnemu cilju. Vsa ta historiat izobraževanja se je izgubil in to predvsem zaradi tega, ker imamo sistem, ki dela na profiliranju pa specializaciji. No, zdaj pa dajmo zamisliti si takole, dajmo zadevo obrniti narobe, dajmo pa reči, kaj pa če bi vse to, kar imamo zgrajen, od infrastrukture, tečajev, orodij, učiteljev, šol, vrste vsebin, ki je prosto dostopna, kaj pa če bi znali vso to infrastrukturo obrniti tako, da bi dejansko služila posamezniku, da bi v centru bil človek in da ta človek ne bi bil otrok, ki na vsaki stopni pozabimo njegov historiat, ampak razumemo, kaj ta oseba je, razumemo, kakšne so njegove inspiracije, potrebe, želje, kakšni so problemi, kje ima učne probleme, kdaj se rad uči, kdaj se ne želi učiti. Kaj, če bi vse to razumeli in dejansko naredili sistem, ki bi se prilagajal potrebam vsakega posameznika v državi, vsakega posameznika na svetu. In to bi bilo en tak sistem adaptivnega socialnega učnega okolja, ki bi predvsem bil motivacijski, ki bi bil vsesplošen, ki bi bil vseobsegajoč, ki bi bil tam takrat, ko je oseba, ko je posameznik, ki se izobražuje, za to pripravljen in želi in hoče in ima voljo za izobraževalni proces. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi seveda mogli vse te infrastrukture, ki jih zdaj imamo, odpreti. In to že poznate, torej dogaja se ogromno testov, ogromno zadev na področju odprtega izobraževanja, od odprtih univerz, odprte akreditacije, Massive Online Open Courses, to je zadnjih nekaj let hit, odprti izobraževalni veri, odprti software, odprti kurikulum in tako naprej. Ampak to ni dovolj, to ni dovolj, zato ker enostavno te zadeve so razparcelirane po celem svetu, distribuirane, ni enotne slike in potem v bistvu takrat, kadar se teh zadev lotiš, je več ali manj problem, ker enostavno človek nima časa vse te zadeve iskati, pa vse te zadeve imeti pod kontrolo.
Ampak to ni dovolj. Ni dovolj zaradi tega, ker v bistvu je potrebno razmišljati tudi o motivacijah in ciljih, o odprtih poslovnih modelih, o odprtih organizacijah, o integrirani instituciji in okolja, o individualizaciji, o odprtih zakonodaj. To so vse stvari, ki dejansko razširjajo problem uvajanja tega novega tipa izobraževanja v okolje, zaradi tega, ker enostavno, če vse to odmislimo, potem smo tamle, kjer smo pokazali na začetku, kjer porivamo posameznika skozi obstoječ sistem zaradi tega, da se naredi kljukica, ne pa zato, da se doseže učinek. Transformacija izobraževanja, in to se dogaja na osnovi tistega prejšnje prosojnice, torej iz formalnega izobraževalnega sistema gremo v kombinirani izobraževalni sistem. Namesto masovnega se dogajajo vrsta iniciativ, projektov, pobud, da iz masovnega izobraževanja gremo v individualiziran tip izobraževanja. Danes imamo poenoten tip izobraževanja. Zakaj ne bi bil več jezikovni, več kulturen? Je rigiden, namesto da bi imel to rigidnost učnega procesa, rigidnost kurikula. Zakaj ne bi bilo to okolje dinamično? Zakaj ne bi bilo prilagojeno posamezniku? Namesto kvantitete v kvaliteto, torej kvantiteta pomeni to, da nabiramo značke, namesto da dejansko res se naučimo nekaj, kar je pomembno za življenje, pomembno za našo notranjo inspiracijo, naše notranje želje, za posel, ki ga počnemo in tako naprej. Mehanistični v socialni, torej mehanistični, to vidite recimo tipičen primer je, če pogledate ta dva tipa izobraževalnih sistemov, torej evropski kontinentalni pa anglosaksonski, angloameriški, kjer je v unem drugem ta socialna komponenta bolj pomembna, kakor pa v bistvu ta mehanistična komponenta. Vse te vsebine, vse ta znanja, vse te podatke, vse to lahko dobite, lahko posameznik dobi kjerkoli. Zdaj imamo pa res toliko arhitekture, toliko mašinerije postavljene za to, da se te podatke da dobiti, da jih ni treba znati na pamet. Morate tisto, kar ne znamo naučiti, pa to, kako se spoprijeti s težavami takrat, kada nastanejo. Voden, danes imamo voden, tako je mehanističen, imamo voden proces, zakaj ne bi bil ta proces vključujoč. No in če bi si pogledali en tak drugačen tip izobraževalnega sistema, izobraževalnega okolja, ki je vseživljenjsko in mi smatramo vseživljenjsko od takrat, ko se otrok rodi, pa do takrat, ko v bistvu preneha obstojati na zemlji, torej vse vertikala vmes, bi mogel biti odprt. Predvsem odprta infrastruktura, odprt izobraževalni vir, odprta programska oprema in tako naprej. Bi mogel biti robusten. Torej, robusten pomeni varen, zanesljiv, učinkovit, vseprisoten, transparenten, torej transparenten zaradi tega, ker vedno ljudje vedno pogledajo na drugo stran, vedno pogledajo na to, kaj je pa zdaj odzad. Recimo, tipični primeri so vsi ti fake newsi in zadeve, ki se dogajajo, recimo danes, pa tudi drugje, tudi pred teklih letih, kjer enostavno se zaradi vse te skepse, ker zadeve niso transparentne, pojavljajo seveda scenariji, ki zavirajo take prehode, napredke in tako dalje. Adaptiven, torej prilagojen posamezniku, kot smo prej rekli, pa kontekstualno definiran, kar pomeni sistem, ki razume uporabnika, razume njegov kontekst in se zna na osnovi tega konteksta prilagoditi in ustrezno reagirati. In oseben in pa varen. No, kaj bi to pomenilo? To pomenilo, da bi celotno vertikalo tega sistema, izobraževalnega sistema, se pravi od spodnjega dela infrastrukture, vsebine, metod in storitev, programov, modelov dodane vrednosti, politik in tako naprej, odprli. Odprli pomeni to, da danes imamo odprto infrastrukturo, imamo nekaj odprtih vsebin, nimamo nič na tem odprtih metod in storitev, nimamo popolnoma odprtih programov, ne vemo, kaj so modeli dodane vrednosti takega sistema in ukvarjamo se z politikami, in zato, ker seveda zadeva ni povezana, tudi če imamo politiko, ki poriva, ki skuša implementirati te modele, ne moramo tega spraviti v prakso, zaradi tega, ker enostavno povezave ni, ker nismo zagrabili celotnega sistema
celotnega sistema holistično, ampak ga delamo parcialno. To je recimo nekaj podatkov o trenutni infrastrukturi na svetu, torej so samo ocene, recimo število šol na svetu je danes več kot 1,2 milijona šol. Več kot 20 tisoč visokošolskih inštitucij. Imamo več kot 80 milijonov učiteljev. Imamo več kot 700 komercialnih učnih okolij, število knjižnic, število knjižnih naslovov, število odprtih izobraževalnih verov, torej verov, ki bi jih lahko vi, ki organizirate, ki izvajate izobraževanje odraslih, odprtih izobraževalnih verov, torej tistih, ki jih lahko vzamete, uporabite, reuporabite, spremenite in vrnete nazaj v okolje, je več kot 2 milijardi. Več kot 2 milijardi verov je, ki so popolnoma zastonj. Wikipedia članki, Vikipedia članki, koncepti, znanstveni članki, število člankov na dan v medijih je več kot 2 milijona. Torej, to so ogromne številke. Ogromne številke, vse te številke so v bistvu dosegljive, dejstvo je pa to, da je teh številk toliko, da enostavno so neobvladljive. Število šol, predstavljate si, kaj bi bilo, če bi imeli vi dostop, če bi vsak posameznik imel dostop do 80 milijonov učiteljev, do ogromne količine akumuliranega znanja v svetu, ki vsekakor lahko pokrije vsako potrebo vsakega posameznika. Problem je samo v tem, da informacije o tem nimamo. Ne vemo, kje to je. Poznamo lokalno okolje, ne znamo pa tega skupno brati, čeprav imamo celotno infrastrukturo postavljeno, da take stvari lahko počnemo. Tele recimo en slajd, ki prikazuje samo primer obstoječih aplikacij za izobraževanje. In teh aplikacij za izobraževanje je neskončno mnogo skoraj že. Tole so recimo nekaj informacij, torej več kot, to sem naredil pred kratkim, torej več kot 800 aplikacij za na mobilnih telefonih je trenutno prosto dostopnih na okoljih in seveda je zdaj vprašanje, kaj od tega uporabiti. Problem, recimo, certificiranja pa mikromagisterijev. Torej, danes nekatere vodilne univerze to že počnejo, torej recimo MIT ima mikromagisterije, kar pomeni, upišete se na mikromagisterij, plačate, ne vem, $1500 in naredite mikromagisterij na določeni tematiki. Ne rečem, da je to popolnoma odprt, ampak je dosegljiv in torej, vemo, kje se nahaja ta mikromagisterij, znamo do njega priti in znamo zadevo narediti. Ne tako, da je treba se preseliti v Boston, ne tako, da je treba se upisati na MIT, ampak uporabljati obstoječo infrastrukturo MIT-ja za to, da recimo lahko naredite mikromagisterij. Torej, večina univerz in visokošolskih inštitucij je že sprejela strategijo odprtega izobraževanja, ki se potem navezujejo na modele odprte znanosti, raziskovanja, odprtega inoviranja in tako dalje. In tudi države sveta spreminjajo zakonodajo. Se pravi, dogaja se ogromno zadev, ogromno stvari obstoja, in zdaj, če bi recimo pogledali primer odprtih izobraževalnih verov, tistih 2 milijardi, torej rast odprtih izobraževalnih verov je eksponencialna, ampak seveda to, kar sem prej omenil, problem je, kako do teh verov priti, kako vedeti, kje to vere so, kako vedeti, kako jih znati uporabiti, kaj z njimi narediti takrat, kadar jih imate pri sebi, kako jih vrniti nazaj v community. In tlele so recimo različni problemi, ki smo jih identificirali od razprašenih in izoliranih knjižnic, imate različne modalitete, so v različnih formatih, različnih jezikih, imate nerešene avtorske pravice, neaktivni linki in tako naprej. In to so zdaj vse problemi, vse so problemi, ki jih probajo recimo take zadeve, kjer je bila Slovenija vpletena in je še danes, torej vodilna država, ki je sprovedla proces priprave in sprejetja UNESCO-ga formalnega dokumenta za odprte izobraževalne vere, je problem v tem, kako obvladati vso to kompleksnost. Torej, kako zdaj razumeti, kje so vsi ti učitelji, kje so vse te šole, kje so vsi ti programi, kje so vsa ta orodja, kje so vse te vsebine, ki bi jih lahko kdorkoli, torej učenec in učitelj, uporabljala v procesu izobraževanja. No in ta drugi del mojega življenja, poleg tega, da se ukvarjam z odprtim izobraževanjem, je seveda razvoj tehnologij umetne inteligence. In mi
Nas je vedno bolelo, ko smo gledali projekte, torej projekte, ki smo jih počeli, ki jih počnemo danes, torej razvoj umetne inteligence za pametna mesta, pametne avtomobile, za pametno logistiko, za pametne energetske mreže, za torej pametne elemente, ne pa pametne ljudi. Ne? Torej problem umetne inteligence, problem uporabe umetne inteligence v procesu izobraževanja je ta, da je v bistvu, da je izobraževalni sistem eden od stebrov vsake države in je zato je zaprt. Ne? Ni popolnoma odprt, je zaprt in ker je zaprt, je zelo težko se pogovarjati o odpiranju tega sistema na globalni ravni. Drugače sicer na izobraževanju odraslih in izobraževanju akademskem nivoju, ampak recimo v formalnem, institucionalnem izobraževanju so izobraževalni sistemi pod ingerenco države. Ne? In zdaj, tisto, kar mi počnemo, mi vemo, da te tehnologije, ki jih razvijamo, vsekakor lahko rešijo nekaj od teh problemov, ne vse, nekaj pa lahko. Ne? In če bi si pogledali ta trikotnik, torej učni trikotnik, učenec, informacija, vsebina, učitelj, pa učni kanal. Mi znamo s temi tehnologijami predvsem danes procesirati vsebine in razumevati informacije o teh vsebinah, kar pomeni vse, kar se nahaja in je prosto dostopno in lahko do tega pridemo, mi znamo to pobrati, sprocesirati, razumeti, sčistiti, prevesti, spraviti v graf, torej iz besedil v graf, iz besedil v znanje. To znajo tehnologijo umetne inteligence danes narediti. Na drugi strani znajo zmodelirati učenca, znajo razumeti potrebe, znajo razumeti, kakšno je predznanje, znamo preveriti, kakšno je predznanje, znamo to znanje oceniti, znamo videti, kaj je na drugi strani. Torej, če vemo, kaj je na nivoju programov, vsebin, infrastrukture, šol, dostopno in poznamo aspiracije, želje, predznanje, motivacijo posameznika, te zadeve potem lahko združimo skupaj v personalizacijo, v personaliziran način izobraževanja. In zdaj seveda, če gremo malo naprej, pa pogledamo na to, kar se danes tudi razvija, je to, da imamo inteligentne asistente, kjer pomeni orodje, okolje, ki na eni strani razume kontekst, razume učenca, na drugi strani ve, kaj se dogaja po svetu, ve, kje so posamezne vsebine in to poveže skupaj v izobraževalni proces. Kaj je umetna inteligenca? To samo zato, da boste razumeli, pa da se ne bomo zaciklali potem pri naslednjih zadevah, ki jih bom pokazal kot konkretne primere. Torej, umetna inteligenca ima to je set algoritmov, ki jih razdelimo približno v dva sklopa. En sklop algoritmov umetne inteligence so ti od zgoraj navzdol, top-down, kjer se v bistvu nekdo usede, ekspert, programer in tako naprej, in zmodelira obstoječ problem, ga spravi v računalnik in potem računalnik na osnovi algoritmov z tistim modeliranim sistemom upravlja tako, da proba dobiti najboljšo rešitev. No in tem sistemom pravimo pameten, smart karkoli, pomeni to, da je v bistvu nekdo ekspert, ali pa skupina ekspertov se usedla dol za računalnik, zmodelirala problem in ta problem ta mašina uporablja za reševanje problemov. Drugi del je bottom-up approach in to je predvsem zadnje čase, torej to, kar danes preberete v umetni inteligenci, je v glavnem bottom-up approach, torej v glavnem je to, algoritem se usede na ogromno količino podatkov in iz teh podatkov dobi vzorce znanja in tako naprej in zna odreagirati. In zdaj, kakšna je razlika? Razlika med tistim zgornjim pa spodnjim je, da spodnji se je sposoben učiti, ta zgornji pa mora počakati, da mu ekspert vnese novo pravilo. No, če bi pa te zadeve seveda zdaj skupaj zaokrožili v sklop, pa dobimo kognitivni sistem. Kognitivni sistem pa pomeni, to so pa spet algoritmi, kjer se sistem nauči na osnovi impulzov iz okolja, to prevede v znanje, spravi v spomin, uporablja to znanje za to, da sklepa in vrne
nazaj kontekst oziroma vrne nazaj akcijo v okolje na osnovi sklepanja. To so ti osnovni koncepti umetne inteligence in če bi si to pogledali zdaj recimo skozi na tako razdelitev algoritmov, je to to. Ne bi se spuščal v globino tega, ker bi vam želel pokazati, kako smo mi na inštitutu v mednarodnih projektih z drugimi partnerji do zdaj že uporabljali pa izvedli posamezne rešitve za to. Ne? Kaj bi bilo, če bi dejansko imeli dostop do vseh teh virov, torej zelen trikotnik na začetku, kjer poberamo vse te vsebine, vse informacije o obstoječi infrastrukturi, o vseh učiteljih, o vseh šolah, o vseh programih, o vseh vsebinah, o vseh orodjih in tako naprej. In na drugi strani, torej drugi steber, znamo, kako smo prej povedali, zmodelirati uporabnika, razumeti, kaj počne, kaj bi si želel, kje so njegove cilji, kakšno je predznanje, kakšen je učni model, kako in tako naprej, kako se izobražuje. In ko bi tole razumeli, a bi znali zdefinirati karierno pot. Torej, to je posebej seveda pomembno takrat, ko se, torej, predvsem v izobraževanju odraslih, torej, kako zdefinirati karierno pot. Kaj to pomeni? To pomeni, da dejansko znamo danes na osnovi vseh teh informacij razumeti, kakšna bi bila karierna pot posameznika glede na njegove želje. Recimo, da je to otrok danes v prvem razredu osnovne šole in bi bil rad astronaut. Torej, na osnovi vseh teh informacij, ki so dostopne, se danes že da zdefinirati, kakšna bi bila karierna pot tega otroka v prvem razredu osnovne šole, zato da bi na koncu lahko postal astronaut. In seveda, zato ker znamo spremljati celoten ta potek, bi znali tudi razumeti v 4. razredu osnovne šole, ko ta otrok reče, ne bom astronaut, rad bi bil kuhar. Kaj to pomeni na osnovi predhodnega znanja, naslednjega znanja in spet zgraditi karierno pot. In če znamo razumeti, če znamo razumeti karierno pot posameznika, če jo znamo zdefinirati in če na drugi strani znamo vzpostaviti ta adaptivno okolje, seveda lahko naredimo sistem, ki pelje, ki vodi posameznika po predefinirani karierni poti skozi izobraževalni proces in to tako, da izvaja aktivnosti izobraževanja takrat, ko razume, da je posameznik najbolj aktiven, torej takrat, ko ima največjo željo in takrat, ko je najbolj primeren čas za to, da se izobražuje. To ni nujno, da so to za izobraževalne ure, da so to izobraževalni tečaji. To so lahko zelo kratke informacije, ki jih ta sistem zna plasirati v ta pravem okolju, na ta prav način, v ta pravem času, zato da doseže učinek, ki sledi tej karierni poti. Tisto, kar vidite zraven modre kvadratke, to so orodja, ki smo jih že razvili. To ni nekaj, kar je fikcija, to je nekaj, kar se počne, to je nekaj, kar v bistvu na inštitutu skupaj z drugimi partnerji gradimo in je nekaj, kar vsekakor gre v smeri tega adaptivnega izobraževalnega okolja, ki sledi posamezniku. Prvi primer, ki ga počnemo, in to je že del tistega odprej, je odprta knjižnica izobraževalnih virov. Tukaj vidite, da imamo vrsto različnih metod umetne inteligence, zato da avtomatsko nabiramo znanja, vsebine, da jih avtomatsko sprečiščimo, da jih v bistvu potem prevedemo, da te prevedene spravimo v strukturo, da to strukturo znamo celo spraviti v avtomatsko generirane kurikulume. In na drugi strani probamo razumeti na osnovi tega, kar računalnik pregleda, prebere, kakšna je kvaliteta teh vsebin. In s tistim, s čimer se ukvarjamo, je tudi probati avtomatsko ali polavtomatsko oceniti, kakšna je vrednost teh vsebin, torej didaktična vrednost, kakšna je pedagoška vrednost teh vsebin. In vsebine niso nujno samo vsebine na papirju ali pa vsebine v knjižnici, ampak so to lahko celotni moduli, torej recimo modul izobraževanja. Torej, to so zadeve, ki jih danes že počnemo. In ta zadeva, če si jo pogledamo, v bistvu izgleda tako, da združujemo različne
obstoječe repozitorije skupaj v ekosistem, kjer si ti repozitoriji med sabo izmenjujejo vsebine in ta zadeva v bistvu na koncu izgleda takole, torej vrsta set orodij, ki omogočajo globalno izobraževanje, ki je torej personalizirano, večjezikovno, multimodalno, personalizirano in je v bistvu in je usmerjeno v to, da uporabnika vzpodbuja k izobraževanju, ne pa sili. Tamle gor na vrhu vidite, v desnem zgornjem kotu je link do tehle orodij. Naslednja stvar, ki jo počnemo znotraj tega, je seveda modeliranje uporabnikov, razumemo, kaj se je učil, kaj je pogledal, kakšni so demografski parametri in zgradimo model, ki razume, kakšen je njegov izobraževalni model, torej kako se uči, kaj so za njega prave vsebine, kakšen je njegov model, motivacijski model, kakšno je njegovo predznanje in na osnovi tega izvajamo potem personalizacijo pa targetirano učenje. Torej tudi nekaj, kar že obstoja, ker smo probali na različnih koncih. To je recimo bil eden od primerov, ki je bil zelo zanimiv, pa ne zaradi tega, ker bi bil tako učinkovit, kot je, ampak zaradi tega, ker smo ugotovili, da v končni fazi število posameznih modelov obnašanja na internetu, na spletu, torej v nekem takem kompleksnem okolju, ni neskončno, torej ni 1 na 1, ampak so v bistvu grupe. Pojavljajo se grupe uporabnikov, ki podobno reagirajo v izobraževalnem procesu. Tole je bil primer, ki še vedno delamo z New York Timesom, kjer v bistvu vsak dan poanaliziramo približno 25 milijonov uporabnikov, razumemo, kaj počnejo, razumemo, kako se obnašajo, ampak tisto, ki je bilo zanimivo na koncu, je, da smo ugotovili, da je tehle grup, in tole vidite v tem drevesu, ta prva vertikala dol, končno mnogo in teh grup ni več kot 20. In zdaj seveda to je zelo podobno tudi pri izobraževanju, kar pomeni, da v bistvu ni potrebno slediti posameznika v detajle, ampak na osnovi nekaj informacij ga znamo posameznika razvrstiti v skupino in potem delujemo z njim kakor z posameznikom iz te skupine. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni v bistvu, da ne delamo, ne kršimo, ne gledamo v drobovje individuuma, ki se izobražuje, ampak ga gledamo kot številko, anonimizirano, ki je del grupe. Ni več potrebno imeti vseh podatkov o posamezniku, dovolj je, da vemo, v katero grupo spada. Naslednja zadeva, recimo, ki smo jo delali, je, gledamo na osnovi podatkov iz ene velike baze podatkov, prečiščen pa razširjen LinkedIn, gledamo recimo, kaj se dogaja na trenutnem trgu izobraževanja, torej kam prehajajo posamezniki, iz katere vsebine na katero vsebino. In seveda, zdaj, če to razumemo, potem znamo tudi definirati kompetence, ki jih potrebuje vsak iz posamezne grupe. Torej, recimo, tamle vidite za manufacturing industry, kaj bi bile kompetence in kakšna distribucija teh kompetenc, zato da ta posameznik dejansko res obvlada področje manufacturinga. In to pomeni, da v bistvu lahko na osnovi tehle metod in tehle podatkov, ki jih imamo, avtomatsko modeliramo ne samo kompetence posameznika, ampak tudi kompetence, ki so potrebne za posamezen proces, za posamezen cilj. No in tlele recimo pokažem primer, torej izračunavanje kompetenc, ta graf kaže, kako smo probali izračunavati karierne poti na osnovi podatkov iz zaposlenih v javni upravi. Tlele se lepo vidijo, da se karierne poti seveda križajo, kjer se dve karierni poti križata, pomeni to, da sta 2 ali pa 3 ljudje skupaj preživeli čas v neki funkciji, v neki pisarni.
In seveda na osnovi tega, pa na osnovi informacij o vedenju, kaj zahteva tisto delovno mesto, znamo povedati, kakšne so kompetence, ki jih je ta posameznik pridobil, odnesel s sabo in kateri so v bistvu tisti, ki so najbolj primerni za delovno mesto, ki potrebuje nove tipe kompetenc. Takole delamo, to je kompetenčni graf, pa socialni graf raziskovalcev v Sloveniji, to je kompetenčni graf raziskovalcev v Sloveniji. Zadeva, ki jo počnemo danes, je v bistvu ta asistent umetne inteligence, torej sistem, ki uporablja vso to ogromno količino podatkov za to, da izvaja izobraževanje za posameznika, in to teče tako, da se samostojno uči iz interneta, iz informacij, ki jih iz interneta dobi, da sprašuje posameznike po informacije, ki jih nima, kar pomeni izobražuje in se izobražuje, preverja vse to, kar se je naučil, in temu mi pravimo odprti UI asistent. Torej, odprto okolje, kjer je vso znanje človeštva zbrano, je transparentno, je dostopno in ga lahko kdorkoli uporablja. In to je zadeva, ki se danes razvija, ki bo vsekakor prišla v uporabo v naslednjih nekaj letih in vsekakor pomeni lahko nov preskok v načinu pa v sistemu izobraževanja. Ukvarjamo se z kvalifikacijami, tukaj je nekaj projektov, ki smo jih že naredili, kar pomeni v bistvu imeti katalog znanja, ki je transparenten in ki se ga da avtomatsko prevajati v kataloge znanja v drugih državah, kar pomeni, v Sloveniji sem se nekaj naučil, te tečaje sem naredil, te kvalifikacije imam, to sem prebral, te izračune sem naredil. Torej, vse, kar bi lahko bilo pomembno in smo zajeli kot pomembne informacije o mojih kompetencah, ki sem jih pridobil, grejo v strukturiran katalog in ta katalog je zaradi tega, ker obstojijo mednarodni standardi, že povezan z drugimi katalogi, kar pomeni kompetence, ki jih nesem danes s seboj v Afriko, se tam avtomatsko prevedejo v njihov kompetenčni sistem in pomeni, da kar naenkrat imam seveda, ni potrebno delati posebnih izpitov za to, da dokazujem svoje znanje v drugih okoljih. Avtomatsko generiranje učnih poti, to pomeni, torej tisto smo pokazali, torej razumevam posameznika, razumevam, kaj imam na voljo, vem, kaj bi rad dosegel in seveda iz tega izvedem serijo izobraževalnih aktivnosti, ki jih pa potem ta asistent umetne inteligence na ta prav način plasira. Analiza kompetenc in potrebah na trgu, to tudi počnemo, kar pomeni, iz vseh teh nabiramo informacije iz večine razpisov za delovno mesto po celem svetu in seveda, če imate vse te informacije, znate izluščiti, kaj so tiste najbolj pomembne kompetence za posamezno mesto. Kar pomeni, učimo se iz tistih, bom rekel, top-down metod, se pravi, iz pomočjo podatkov se naučimo, kaj je model, in ga potem primerjamo z modelom, ki ga je napisal ekspert, ko je rekel, za programerja pa je potrebno imeti ta znanja. Svet je malo drugače, torej dejstvo je, da svet živi drugače, ker si ga neki ekspert predstavlja in to velja ne samo za te kompetenčne sisteme, ampak tudi za kaj drugega. Vse to, kar sem danes povedal, učimo in to je nova zadeva, torej odprli smo letos prvo leto magistrski študij za Leadership of Open Education in tamle torej cilj, edinstven tak študij na svetu in cilj je izobraziti bodoče kreatorje spremembe izobraževanja. To je nekaj, kar si dajte pogledati, zato ker smo dejansko v tim izobraževalcev, profesorjev privabili ljudi, ki so res svetovni eksperti na področju odprtega izobraževanja. In tukaj imate nekaj teh navedenih, vidite, da je kar nekaj UNESCO čerjev iz različnih področij, ampak predvsem naslonjeno na odprto izobraževanje in mi vam priporočal, da si ta program pogledate in da se po želji seveda tudi v to zadevo pišete.
Tlele je še nekaj orodij, ki jih počnemo, sem da hitro pokažem, recimo, kako nabiramo vsebine. Tole je recimo zdaj graf vsebin odprtih izobraževalnih virov, kako se ukvarjamo s kontekstualiziranjem vsebin, kaj počnemo z avtomatskim prevajanjem. To poznate, se pravi, to je nekaj, kar je zdaj že commodity, greste na internet, downloadate in imate aplikacijo, ki avtomatsko računa. Tole je recimo graf obnašanja posameznikov na izobraževanju nadaljavo, torej predvsem na videolectures.net. To je graf, ki prikazuje, kako iz neke tekstovne zvezne vsebine naredimo graf znanj. Tole je graf, ki prikazuje, kako obvladujemo recimo zelo velike kompleksne komunikacijske mreže, torej medsebojno učenje, kdo je kaj rekel, kako je rekel, torej katero znanje je povzel, kako se je komunikacija skozi čas premikala in tako dalje. No in tole je en od teh asistentov umetne inteligence, ki ga zdaj uporabljamo že kar nekaj let, zato da ga učimo, on nas uči in tako naprej, v naravnem jeziku. Tako, s tem bi jaz v bistvu zaključil to predavanje. Tukaj je nekaj linkov, kjer si jih vsekakor pogledajte. Če imate kakršnokoli vprašanje, idejo, pobudo, spodje moj mail naslov, pišite, oglasite se, pokličite in bom vesel, če se bomo lahko kaj pogovarjali, zato da v bistvu premaknemo to zadevo, ki imamo danes v nekaj drugega. Hvala lepa.